Po eden najboljših road tripov v mojem življenju sem prišel domov z eno zelo drago napako. Ta žaromet je uničen. Nov v Švici stane okoli 2000 evrov, rabljen okoli 800. Večina ljudi bi vrglo ta žaromet v smeti. Jaz sem se odločil, da bom naredil nekaj čisto drugačnega. Če ste gledali moje zadnje posnetke, veste, da sem z mojo 350 konjsko Cupro se odpravil v Monte Carlo. In ja, uspelo me je parkirati pred znanim kaznijo Monte Carlo. Ko sem pa prišel domov, sem nekaj opazil, kar mi je skoraj pokvarilo dan. Desni sprednji žaromet je bil počet in LED lučka ni delala več. Sem šel preveriti novega. Več kot 1800 frankov za en sam žaromet. Rabljen še vedno okoli 900 evrov. In takrat sem si rekel, to je noro za en žaromet. Na srečo škodo mi je krila zavarovalnica in ugradili so mi čisto nov žaromet. In starega hoteli so kar vrš v smeti. In tega enostavno nisem mogel dovoliti. Kako lahko nekaj, kar stane skoraj 2000 čaka, konča kar v smete? Zato sem prosil, če mi ga lahko dajo. In na srečo so se strinjali. Zdaj pa pride pravi izziv, ali lahko tako dragi LED žaromet popravim le za nekaj evrov. Ker če obstaja možnost, danes jo bomo našli. Allora, prvo da pokažem sploh, ki je problem s tem žarometom in zakaj je nehal delati mi zavarovalnica valjda krila novega. Ko sem prišel nazaj iz Monte Carla, sem dejansko videl, da sem imel tukaj eno razpoko, ki je šla vse do tukaj. In valjda, ironično pač sem dal malo sode bikarbone in super ataka, da bi nekako to zaleplo, ker nisem najbolj spreten v teh stvareh. Ampak ne glede na tega je pač tiste dneve deževalo, šla notri voda, nabral se kondens in sploh ni hotela delati LED lučka, oziroma temno okolje, dolge pa kratke niso hotele, pa tu pa tam je delal pač še žmigavec. In valjda, zavarovalnica je to se skupaj zamenjala. Hoteli so vrš stran, zboril sem se, da mi ga dajo nazaj in danes bom poskusili zamenjati in videti, če lahko popravimo ta žaromet za res male pare po domače in pomagal si bom z našim dobrim prijateljem AliExpressom. Ampak prvo, jaz bi rad nekaj videl, ker je šlo nekaj časa mimo enih 5-6 tednov, bi vseeno rad preveril, ali mogoče ta žaromet je oživel ali ne, in za to narediti moram dejansko priti tukaj in to stakniti, kar je skoraj nemogoče, sem probal, je ful tesno. Torej, kar moramo narediti je dejansko dvigniti avto, dati dol gumo, dati notranji del plastike dol, s to, da lahko prijemo tudi zadaj, da odšraufam ta sprednji bumper oziroma odbijač. Od spodaj moram še par vijakov in pol moram še te vijake tukaj, s to, da lahko potegne ven žaromet, ta novi, staknem, preverim starega, da vidim, kaj še dela in kaj še ne dela. In če ne dela, valjda moramo sprednji del zamenjati tukaj in pol, ta največji problem so valjda ta dva modula, ta zadnji in ta sprednji, ki so se napili od vode in kondenza in bomo probali to popraviti. Valjda, če deli od AliExpressa ne grejo manj še nas v rokavom to pustim za čisto na zadnje, pa da vidimo. Prvo gremo dati nov žaromet dol, da vidimo sploh stari, koliko še dela ali ne dela. Pa gremo dvigniti avto. Dvignil ga bom in spredaj in desno, v primeru, če mogo dati slučajno celotni bumper dol oziroma odbijač, ampak mislim, da ne bo potrebno. Potem, ko dvignem avto, dam spodaj jack stande, s to, da bom varen, da če slučajno dvigalka popusti na eni strani, da avto mi ne pade. Ko sem siguren, da jack standi so v redu, malo potresem avto levo in desno, malo bolj močno, da vidim, da je vse fiksno in gremo naprej na delo. A ja, če ima kdo doma Volkswagena, Seat, Škoda ali pa Audi, ima težave s temi čepki, kot imam jaz. To pinceto načeloma morate biti zraven, če pa nimate temu za 30 centov, celo kakškrat kupiš kakšne več stvari, dobiš take zastonj, tako da vse, kar moram narediti, je vse te dati ven, tu in tukaj, zato da pol to lahko damo dol in tukaj še vmes je en šraufek, ki moramo straniti in pol moramo iti čez spodaj, zato da lahko začnemo malo odmakniti ta front bumper oziroma odbijač in pol bomo še luč šli. Ok, nekaj ful zanimivega dejansko sem zdaj videl, je res, za zamenjati žaromet rabiš dati dol front bumper oziroma sprednji odbijač, ampak mi nočemo dati sprednji žaromet dol, oziroma sem ga hotel dati lih toliko, da bi lahko prišel do zadnjega plaga, do kabla, da lahko vključim stari žaromet, ampak zdaj, ko sem malo šraufal, sem to videl. Dejansko, če to malo tako odmakneš in pokukaš tle gor, to je dejansko kabel od žarometa, čeprav se malo slabo vidi. Tako da dejansko bom naredil, bom dal celotni del, ta heat shield, ali ko se temu že reče, pač ki ščiti avto, bom to se odšraufal, sin dosti sam par teh šraufov je, damo to dol in dejansko imamo pol takoj dostop do tega kabla, bomo z lahkoto ga pol kot ostaknili. Bomo stestirali stari žaromet in sploh kaj dela, kaj ne dela, kaj moram popraviti in kaj ne.
Ok, nekaj sem še opazil in to definitivno, ko pač nosiš avto popravljati, se lahko bilo komu zgodi, ampak valjda poveš, no. Staknil ven pin in polomljen pin mi dali notri. Tako da so ga kar fejst polomili. Vse načeloma ne bi smel biti problem, samo pa, ja, ni najboljše, no, čeprav je pooblaščen servisnik to menja. Tako da, gremo zdaj probati ta stari žaromet, ajde. Ok, pa damo zdaj mi ta pinček gor, ni najbolj komod, ok, notri je. Nič, zdaj bom dal kontakt, dolgo leči žmigoce, vse bom prižgal, pa da vidimo. Ki zadnjič mi tu je dalo kar nekaj napak. Aha, ja, check range, ok, že prvo kodo, error headlight range control. Vem, če zato, ker mogoče luč pač ni na ravni poziciji, mogoče ima kakšen senzor, ker nimam pojma, ampak da vidimo. Ok, nekaj dela sicer, ampak samo dolge luči, oziroma kratke luči delajo, ker če pogledamo tukaj zdaj. Ok, če pogledamo na tej strani, ledica dela, ker sicer zgleda, da flashiram, pa ker je posnetek in je čisto top. Če pogledam pa tukaj, ne vem, kolikor se vidi, ledica naokoli sploh ne dela, sicer dolge luči ja in žmigajc ja, ampak ledica čisto ne dela. Zdaj bom pa probal dati še, še ugasniti dolge luči, oziroma sploh nisem imel še dolge luči. Probal dati še dolge luči, ok. Dolge luči tiste spodaj delajo, da vidimo tukaj. Kolikor da, ja, zdaj pa ne, če rukneš. Spodnja, ki dolgo luč ne dela, kratke delajo, led pa ne dela. Torej, žaromet še vedno ne dela, ampak zdaj ga bomo popravili. Torej, kako bomo zdaj popravili naš žaromet? Marsikdo bo rekel, AliExpress, daj ne sekaj, to mi ni šans, da se da za AliExpress popraviti. Jaz pa mislim, da se da. In prva stvar, kar smo naredili je, tukaj je referenčna šifra, ne vem, če se vidi, R, torej za right desna, 5E5F19410008B. To številko sem pisal AliExpressu, da bi našel žaromet, valjda mi ga našlo, je pa našlo, valjda, to plastično luč oziroma to plastično spredaj mi našlo, cak, za dobrih 60 €. In ker zdaj vemo, da tudi te moduli ne delajo, mislim, da ta bi mogel biti za kratke luči in za ledico, ta drugi pa za dolge. Tukaj spet so referenčne številke, ne vem, če se tukaj vidi, torej 5F09411476 in tudi to sem utipkal in tudi tle zadaj, valjda je referenčna številka, spet isto, 5F094472 in tudi to sem tipkal v AliExpressu in tudi to sem našel za male pare in zdaj bom pokazal, kje sem jih našel. Ekola, to je prva stvar, ki sem kupil, to je ta les oziroma plastič za Seat Leon, itak Cupra ali Leon normalen in isto in takrat sem plačal 62 frankov, tako da, oziroma 30 plus 30 poštnina, kar se mi zdelo vseeno poceni. In pol, to je bil ta tisti modul, ki smo ga prej prebrali in če pogledamo šifro, 5F094 je čisto isti. Torej, ta modul sem kupil še za kratke paledice in za dolge, evo ga tukaj. In isto tukaj 5F0941475, tudi tukaj smo ga našli. Ta je stal od 24 € in tisti zadnji pa prej pa 31 €. Vsi skupaj sem pravil približno manj kot 100 €, mogoče na stotki, no ne, se ni prav zaračunal, za popraviti žaromet, ki stane več kot 1000 €, oziroma v Švici skoraj 2000 € z montažo, v Sloveniji pa mislim, da nekjer čez 1200. Pa da vidimo, če nam bo to uspelo. Ampak prva stvar, kar moram narediti, je valjda stakniti to plastiko dol počeno, zamenjati in pol bomo še testirali nove module. In če še to ne gre, manj še ena v rokavu. Zdaj, preden se lotimo odlepiti to plastično lečo, marsikdo bo rekel, ja, ma to mi ima stil črafo, vse te module dol, si dal posušiti. Ja, vse sem naredil, vse te module zgoraj spodaj, tukaj sem to plastiko dal zdol, čele tukaj, dal sem zraven radiatora, svega je svašta, dehumidifikator, vse sem probal, dneve sem sušil, preden sploh sem probal še enkrat prežgati žaromet in ko sem videl, da res ne deluje, pol sem šele šel, valjda na zavarovalnico so mi povrnili, oziroma so mi dali nov žaromet in da sem jih nekako s fehtom in pustil tega. Zdaj, kako to odlepiti? Dva načina so, odvisno koliko šoldo imaš po domače rečeno. Prvo je, s takim posebnim fenom, lahko imaš tudi navadnega, sem se boš namučil ali pa tega, ga kupiš mislim za 15 € ali 20 v obju. Drugi način, ki je malo bolj expensive, če gre kaj napačno, je to, da daš v pečico žaromet na 130 stopinj, približno 10 minut, lih toliko, da zmehča ta dejansko kot neko lepilo ali silikon, kakor bi to lahko rekel, da to lahko pol odlepiš. To je moja druga opcija, ker pečica pri mami je premajhna in če zdaj valjda
mislim, da ne bo se dobro končalo, tako da mi ostane samo še sestra, ampak je rekla, da če kaj zafrkne, moram kupiti novo pečico in vsemo, koliko so drage pečice, torej prvo sem prav potruditi, valjda, s tem posebnim fenom in pol, če ne gre, gremo do sestre. No pa gremo odstraniti to plastično leščo tega žarometa. Če so ti počeš taki posnetki, zdaj pravi čas, da lajkaš, subscribaš, da bo lahko valjda še kakšnega naredil. Iskreno povedano sem se kar namučil s tem posebnim fenom, da je dol, ker če preveč se greš, se plastika deformira in stopi, če pa je premalo, pol pa poči kakšna plastika. Tako da, in iskreno največji problem je tudi to, da ko enkrat se grevaš, ta silikon oziroma lepilo se res premalo mehča in sem se res namučil, tako da iskreno povedano sem se pol kar odločil, da bom šel kar k sestri in bom tvegel, da zna biti, da bom pač pokvaril pečico. In s fenom iskreno je preveč težko. Jaz sem skušal, dejansko ne gre, sam bolj kot drugo lomiš te plastike, tako da ne sem k sestri in damo v pečico na 130 stopinj za 10 minut. Ekola, žaromet se že peče. Ekola, uspelo mi je, bil sem pri sestri in smo dali na pol žaromet, nisem posnel, ker se malo mudilo, ampak dejansko zdaj žaromet je bilo ful težko, dejansko moraš iti šraufelcigrom in taki ploščati in dejansko vso to gumo dati stran, ki se nabere in pol pride dol, kar dejansko ful crazy. Edino, kar moram še narediti, je dejansko pol to gumo tukaj vse počistiti in to bom tudi naredil, ampak zdaj me matra, ker prihaja malo v noč in valjda polno komarjev. Kar se pa tiče ta drugi del, tukaj se ga samo tako lepo nežno stakne. Okay. In to je to. Ekola. Full easy. Tako da bomo zdaj ta staro plastiko, ki je tle počena, dejansko to je bil največji problem, da je pol dejansko voda hodila notri, to bom vrgli stran, počistil bom okoli gumo, da bo novi ta silikon, ki dejansko ni silikon, pol bom tudi povedal, kjer bo tako prav posebno lepilo, ki stane okoli 8 €, full je cheap. In pol bomo ali dali nove module gor in bomo testirali, ali smo uspeli z AliExpressom popraviti žaromet vreden več kot 1000 €. Ekola, jutro je, jaz sem zdaj spucal žaromet, nekoliko se vidi, tle sem probal iti čim bolj spucati to gumo na okolike in je res težko. Pol sem si pomagal še malo tam s pištolo, da sem malo lažje skupaj spucal. Ni najbolj fancy, ampak mislim, da delo bo naredilo. Tako da zdaj vse, kar moram narediti, je to, da damo skupaj ta del, ker dejansko pol je ta ledica, ki se vse skupaj osvetlika in valjda brand new lečo za naš žaromet. Tako da gremo prvo to zdaj narediti. Prva stvar, jaz sem sicer probal to namontirati in sem dejansko nekako videl, da vsaj pri tem avtu, pri drugih nima neke experience, da dejansko prvo to probamo skupaj vse povezati, dati notri. In zdaj bomo vse tukaj naokoli, bomo dali dejansko to novo lepilo, da pol lahko to zalepimo in počakamo nekaj 20 minut, da se lepo strdi. Zdaj, kiro lepilo, ko rečejo Italijani ricetta di famiglia, se ne poje skrivnost, jaz bom povedal, pač to je neko MS polimer lepilo, ki se ga dobi za približno 8 €, odvisno kje se ga kupi. In jaz uporabljam tega tukaj, MS 9220. Jaz najbolj pomembno je po mojem, da je črne barve, da pol, ko zasilikoniraš, valjda, ko zalepiš, da je vse skupaj črn, da se čim manj vidi. In gremo da ta silikat okoli žarometa, pomembno, da se ga ne da preveč, ker če kaj pomažeš, pol gre res težko dol. Nekateri se hitro strdijo, tako da treba biti kar hitri nad novo lečo gor. Ekola, uspelo nam je, dali smo čisto novo lečo gor na žaromet, mislim, da ful hudo je prišlo, če mene vprašate, pač gleda brand new. Edino valjda se opazi, ker jaz sem se skupaj segreval in tle plastika je malo višja in nekdo bi rekel šalbajzersko delo in se strinjal, ampak iskreno povedano, če pogledate notri, tukaj je vse ta polimer ali silikona, koga hočete klicati, in to bo vse skupaj izoliralo, stran od dežja, tako da voda ne bi smela iti notri. Jaz mislim, da smo vseeno kar dobro delo naredili, ker to je najbolj važno, da tle, dejansko notri je to lepilo, ta MS polimer, dejansko to skupaj zlepi in istočasno tudi izolira proti zunanjim dejavnikom. Poleg tega, na teh najbolj pomembnih točkah, kot je recimo tle klip, pa recimo tukaj klipa, to je vse primlo, tudi tukaj zgore klip, tukaj primla klip, pa tukaj, tako da tudi tle, če malo plastike dvignjena, jaz ne verjamem, da igra neko vlogo, zdaj lahko da bo, lahko da ne, jaz mislim, da ne, ker ipak ta polimer dobro izolira in dobro zalepi. To bom zdaj pustil približno kakšne pol urce, da vse skupaj se lepo strdi, preden sploh testiramo novega modula. Zdaj, dokler se ta žaromet posuši, moram še eno stvar narediti, ki zadnjič se mi je pokvarila na avtu in to v prtljažniku, bom zdaj tukaj pokazal. In sicer, ko zaprem, ta tukaj se vrača nazaj, dejansko ta klik ne naredi,
mislim, nek mehanizem ali se je polomil ali kaj je bilo s časoma, mislim, da nisem prvi. Sem videl, da na Volkswagen grupu večkrat se to lahko zgodi. Gre in tle ni. Tako da, kar bom naredil je, bom dal to dol. In vse, kar moramo narediti je dva šraufa, T20 šraufati, eden je čisto tukaj zadaj. In ga bom zdaj takoj, pol drugi. Ok, super, zdaj imam boljši dostop. Aha, lej, poglej, tukaj notri, če pogledaš. Tukaj je ponavadi mehanizem, če prejš na drugo stran, lej tukaj, vidiš tukaj moj prst, tukaj je zobček, kjer je gor pa dol, tukaj pa ga ni. Vidimo, ali je padel, kje je tle zadaj, ali se kaj polomilo. Ekola, to je dejansko ta mehanizem, zdaj, meni iskreno povedano ne zdi se nič počeno, mogoče samo padel dol, če kdo rabi, tle imate referenčno številko za kupiti, če komu se je polomilo ali ga je zgubil, da ne rabi se matrat. Načeli mogli biti vsi isti Audi ali pa Seat Škoda, tako da jaz mislim, da to je samo zadati tle notri. To je moglo biti to dejansko. Da vidimo zdaj, če to deluje. A smo rešili težavama, jaz mislim, da smo. To je moglo biti res nek easy fix. Vidimo. Top! To je to. Ajde, gremo nazaj na žaromet, da vidimo sploh, če dela ali ne. Allora, MS Silikat se je skoraj zatrdil. Zdaj, naslednjo stvar, kar bomo naredili, bomo module. To so te moduli, ki sem z AliExpressa zamenjal. In pogledamo prvega. To je originalen, ta star. In spet, če vidite, to je referenčna številka 5F0941-476. In to je ta novi z AliExpressa. In jaz mislim, da sploh ne bo treba kodificirati. In številka je ista. 5F0941-476 VF2. Tako da, in za pogled so identična, ne verjamem, pač ne vem, zakaj ne bi smelo delati. In naslednji še je pa ta star modul in bomo še tega zdaj odprli tukaj. In tudi tukaj imamo referenčno 5F0941-472 Made in Spain. Tukaj pa imamo isto 5F0941-472 Made in China. Zdaj, iskreno, načeloma vsi te moduli so narejeni kje na kitajskem, pol jih pošljajo in na koncu jih samo asemblirajo ali pa dajo gumico kot zadnji komponent in lahko napiše Made in Spain, tako da, ampak danes bomo videli dejansko, ali Kitajci delujejo in smo prešparili kar nekaj denarja in lahko dejansko tega žarometa še uporabljamo ali pa komu ga darujemo ali pa pač ga prodamo za manjši dar, s tem da valjda povemo, da so zmenili lepše module. Tako da gremo zdaj prvo to dvoje narediti. Vem, ja, ne bi smel uporabljati bormašino za to zatisniti. Ok. Trenutek resnice ali naš fiks za, mislim, da manj kot 100 evrov približno. Smo uspeli popraviti ta žaromet in pač po eni strani tudi smo bili bolj ekološki, ki so hoteli vršiti smeti in valjda zadnji čas samo ekologija, je avto električni. Si rečem, a ni škoda vršiti nekaj takšnega, tako da dajmo vedeti, a smo zmagali in nam uspelo to vse skupaj popraviti za cheap shit denar in smo si mogli valjda z našim kolegom AliExpressom. Vse, kar naredili je zdaj, povezali ta pin. Edino, kar je, žaromet bo spet kontra obrnjen. Jaz zdaj iskreno upam, da ne bomo rabili kodirati, ker dostikrat te žarometi je treba kodirati nove module. Identifikacijske so iste, ne vidim razloga, zakaj bi mogli kodificirati, ampak če te moduli ne bojo šli, ker jih treba kodificirati, to še le ne pomeni, da če jih treba kodificirati, da ne delajo, ampak v primeru, da jih treba kodificirati, imam še nas v rokav, ko lahko stare module uživimo, ampak valjda se hočem prvič, če lahko te novi res delujejo in tudi vi prešparite kakšen dinarček, če boste mogli kakšnega popraviti. Jaz nimam nobeno. Kaj pa drugo? Ledice delajo. Da vidim. Ok, edino, ne. Aha, to pa ne dela. Torej dejansko spet led ne dela naokoli in tudi ono spode ne dela. Zakaj zdaj? Mi pa notri v avtu mi ne da, a ja, mi da še vedno error. Še eno mi da en error. Mogoče pa niso moduli bili, ja? Kaj praviš ti? Mogoče pa res neki notri v žarometu, da je skurlo. Dejansko pa vseeno luč dela, no, tako da, ampak ne pa led naokoli ne dolge. Ja, ker če greš na drugo stran, pogledaš, zdaj seri sonce, ampak, viš, ledice dela naokoli in dolge tudi delajo. Sicer edino kodo, ki mi da, to je Error Headlight Range Control. Jaz zdaj ne verjamem, da je vzrok za to, ker luč ni v pravi poziciji, pač v višini. Ne verjamem, da je toliko pametna luč.
Ne vem, kaj bi lahko bilo narobe, da slučajno ni, ko je bil ta kondens notri, da dejansko prav od ledice modul, oziroma ne modul, prav notri ledico te kable, da je to mogoče tam kaj vse skupaj okvarilo in da zaradi tega ne glede to, če se menja module ali ne, da ledica še vedno ne dela. Zelo zanimivo je in... Ok, naslednja stvar, kar bom naredil, je bom skeniral z mojim OBD leverjem oziroma lančom, da vidimo, kaj narobe. Lahko da mogoče treba samo vse skupaj zbrisati in resetirati ali pa narediti kakšno kalibracijo. Ne vem, če ta zmore ali ne, načeloma bi lahko. Ne verjamem, da so pini oksidirali, ker če bi pini oksidirali od žarometa, bi enostavno ta stari pin bil tudi oksidiran in pol ne bi tudi na novem žarometu delal. Nov žaromet pa, ko ga priključiš, pa dela vse BP. Tako da ne vem, če mogoče samo neka stara stvar notri ali pa da enostavno je res oksidiralo dejansko ledice, ki so prav notri, da so tam mogoče oksidirale. Ok, 3 napake nam je dalo. Ena napaka front air distribution door motor, ok, nima veze. Po LED modul right front daytime running light. Ok, to je prav za ta modul, da ki ne gre načeloma. In še druga, right headlight beam adjustment motor. Bom probali sem tako narediti, bom probali sem zbrisati prvo, kakšen prikaže. Ki načeloma, če se zbriše, je bil pasivni, če pa se ne zbriše, pomeni, da pol je načeloma aktivni, da kar je present vse stran šlo. Tako da jaz bom tako naredil, bom zaprl tako, jaz bom zaprl vrata, se zaklenil. Ok, da vidimo, če skupaj restiral. Greš tam pogled žarmet, zdaj če dela mogoče. Ok, zdaj dam dolge. Ja, še eno isto. Kaj pa žmigavc? Evo, sem še enkrat skeniral in dejansko nam da iste kode za ta modul. Nam da ne dela, pa za dejansko right headlamp beam adjustment motor open circuit shortcut. Bom zdaj pogledal, če jaz zmorem to adaptacijo narediti, sicer tle mi je nekaj kazal zid za adaptacijo, nisem nikoli naredil, bom zdaj to poskusil. V primeru, da ne gre, jaz mislim, da pol pa res dejansko scvrlo pač te ledice notri, da so mogoče oksidirane, da sploh na koncu ni bil problem v modulih, čeprav tudi v modulih je bila notri voda. Ja, lahko pa da mogoče, kaj pa mogoče, da so bili pini od modulov, kaj napač, da so šli pogobe, kaj praviš ti? Zdaj sem še malo razmišljal in sem prišel do zaključka, da po mojem so lahko 2 stvari oziroma 3. Ena je to, da mogoče motorček, ki je notri, ki upravlja ta right headlamp beam adjustment motor, da mogoče je ga pač stisnilo in da se ga ne da najbrž rešiti. Druga stvar, lahko so pini od teh modulov, ker pač moduli so bili polni vode in smo jih zamenjali, mogoče pa konektor od pina, da tisti tam, da ni v redu, tako da to bom še pogledal. Ampak če tam tudi ni nič pol, valjda nam ostane motorček, ali pa tretja stvar, ali pa da so poškodovana ta tiskana vezja znotraj žarometa. Mogoče je bilo fajn, da bi prvo pogledali te vezja, preden smo sploh zalepili gor to novo plastiko oziroma novo lečo, ampak iskreno povedano, ne vem, če bi se dalo in kako bi se dalo popraviti, najbrž bi se dalo, jaz to ne znam. Dajmo prvo pogled pine, da mogoče tam lahko rešimo, precikamo kabel in damo nov pin gor, če je to težava, pa da vidimo. Še ena stvar, ki sem zdaj opazil, mi ni bilo jasno, kaj ni delo, ker sem rekel, ni šans, če priješ sem, jaz pa če priješ tukaj, ko si vse gledal in sem bil, pa se nič ne zgleda poškodovano notri, veš, vse ko smo odpirali lečo, nisem videl nič, da bi oksidiralo. In kaj sem videl dejansko, tukaj pin, evo, viš, ko zdaj je pin, ni do konca notri to. Ker valjda te kolegi Švicari, ko so mi zamenjali žaromet, ne vem, če vidite, sem že prej mogoče pokazal, tle so mi počeli pin in tu je tukaj notri ta plastika. Tako da dajmo zdaj, bom tako naredili, jaz bom to dal fajn notri, ampak prav ga fajn potisnu. Ok, tako notri. In upamo, da je to. Prisem, pogledamo zdaj še enkrat. Si, zdaj? Ja, ma ne dela ledice, dolgi delajo. Čaki. Evo, dela. Dela se. Tu je dolge, poglej. Dela se. Vse dela ledice, samo pin dejansko. Pin je bil! Ta pin, ki ni se dobro prilegel, valjda, ker so ga polomili in tle kabel ful je pač kratek. Ampak dejansko dela vse, dela. In ledica, in kratke, in dolge, in žmigec, vse zdaj dela. To se da popraviti z AliExpressom. Zdaj pravim sam poblendati, pogled, če dela, ko poblendam.
Blenda? To. Če ti všeč taki posnetki, lajkaj, subscribaj in se vidimo naslednjič. Aj, čau! Jaz ne morem. Dobro.